To ne smemo nikoli zapraviti. Glej, kdo se te špila? Marjan, Simon, Točno. Dita, Nada. Glej, pa tu dole. Glej, kako jih je? Mladi, ha? Ja, glej. Vidiš pa Srečko, pa Mima, pa Danica, pa Milan. Jo, jaz upam, ki bojo dnes prišle. Ja, eto Ful bi jih rada videla po vseh teh letih. Kaj stric Ivek dela Irene, ne? Ki je stala gor na stoli, pa je za cicaka šla. Jaz pa sem mislila, kako te stric Franček to pisti. To še počiconica pisala. Glej, Marjetka, ona tudi bila zraven, 3-4 leta, ne? Kulak, meni je najboljša predstava. Z mojim očetom so povezane eni najlepših spominov mojega življenja, tudi eni najslabših trenutkov, ampak s tem odrom in njim v vlogi režiserja so gotovo povezani najboljši, najbolj smešni, najbolj zabavni trenutki. Je pa bil moj oče tudi, če se zdaj malo odmaknemo od njegove vloge režiserja, tudi zelo srčen človek, izredno rad je imel živali, naravo, zelo deloven in je zmeraj delal tudi doma v svojem sadovnjaku, v vinogradu in kot sem rekla, živali so imele v njegovem srcu posebno mesto. Moji prvi spomini na dramsko igro oziroma na igranje so iz obdobja, ko sta moja dva starša bila še zelo aktivna in ko sem jaz bila otrok, se spomnim, še v Trnovski vasi smo bili in mislim, da je tam mama igrala, oče pa je režiral, ker je običajno bila taka situacija, čeprav parkrat je tudi on igral in sva midva z bratom še bila stara, mislim, da enih 5 pa 4 leta in sva vedno bila zadaj, nekje sva poslušala in vedno, ko je kdo izmed igralcev zastal, ker se ni spomnil besedila, sva pa midva kar pomagala, ker sva že vse na pamet vedela. Potem jaz v bistvu sem igrala samo eno igro, ki je moj oče režiral. To je bila Kadar se ženski jezik ne suče, ker je bilo pač eno obdobje, ko mislim, da oče takrat ni režiral, je Boris režiral, potem je spet oče prevzel in takrat sva midva z Ivekom igrala tisto veselo igro. Zdaj do mene, recimo, moram reči, da ni bil tak strog kot mogoče do koga drugega. Ne spomnim se nič takega, da bi me kaj omejeval, da bi od mene kaj drugega zahteval. Recimo,
Tako da v zvezi s tem, kakšen je bil režiser, moram reči, da jaz dosti izkušenj nimam. Sem pa dosti videla doma, kako se je on pripravljal, zelo študiozno na to, kak je vsako leto, recimo, ko je bilo treba neka igro, z mamo sta gledala, potem pa se je on poglobil v tisti scenarij, si zraven risal neke stvari, tako da, in tam ga nismo upali nič motiti, tako da tam je bil pa popolnoma spran. Je super enostavno. Vedeti je lepo povedati, pokazati, kako se treba to obnašati, kako povedati, vse v glavnem. Super je bilo enostavno, nemam kaj drugo. Ja, pa bilo tudi, da smo, v tistih cajtih je bilo tudi, da smo glih se tudi oder na novo naredil in mi smo tu vse te zavese pa tu gor delala pa švasala te zadeve. Jaz sem malo kaj iz tamo še prinesla nekdo, tisto to, se je včasih delalo to. Potem smo to v kup zašvasalo pa to naredila, tako da je v končni fazi funkcioniralo, da tudi oder bija taki, kako bi trebalo biti. Drugače pa fajn je bilo. Najbolj se spomnim smešnih scen, ko je Franček nas je vedno mirija, tiho bota, ne, predstava se začela. Franček, tiho bota naenkrat. Se strosi cela hiša, kulisa, ne. Franček podarja opornik, bogi Franček je celi prvi del predstave držal tisto kuliso namesto opornika. Spominjam se ga potem, da smo midva najbolj sodelovala, ker smo delala skupaj scene, pa skupaj te resne stvari, pa vsi pravijo, da sem si jaz največ upal do njega, ne, ker smo tudi največ delala na teh stvareh, ne, tako da vedno smo bila prej skupaj, kot vsi ostali, ko smo kako predstavo naredili. Tako da to mi je najbolj ostalo spomin, drugi so se ga bali, midva smo koliko toliko bila na drugem nivoju kot pa one, ne. Ja, Franc Toš je bil ljubitelj odrskih desk, velik človek, ljubitelj domačega kraja, Vitomarc, Svetega Andraža. Imel sem veliko čast, da sem ga lahko spoznal kot soigralca, predvsem pa kot režisera, že dolgi 36 let nazaj. Po svoje malo posebnež, zelo strog, če pa obrnemo knjigico, pa velik šalivec, simpatičen gospod, ponesel je kraj daleč naokrog, kot vedno radi rečemo, Vitomarci slovimo po kulturi, kultura gledališča in kultura športa. Ja, to je naš Anžero Franček, veliki gospod in ljubitelj domačega kraja. Frančeka se spominjam najprej kot igralca, ker smo začela igrati, oziroma on že prej, jaz sem začel tam 81 v tisto sezono. Prijeten možakar. Polko pa imel že režijo, bil je strog, posebno pri tem zamujanjih, zavaja. Drugače pa lahko reče same dobre stvari o njem. S Francom Tošem sva se prvič srečala daljnega leta 56, ko je igral pri Miklu Vezale. Takrat je bil igralec, ki je mi pustil lepe spomine na ljubiteljsko kulturo. Pozneje sva se večkrat srečala kot soigralca v prosvetnem društvu Vitomarci, nazadnje vem v Remčevih užitkarjih, potem še enkrat Partljičeve komedije in smo imela dober odnos, nikoli se nisva sprla, bil pa je strog, redoljuben in disciplino je zahteval od nas. Ob spominu na Franca Toša se jaz tudi sama spomnim na svoje prve igralske izkušnje. V bistvu sem prvo svojo igro odigrala pod njegovo režijo. To je bila komedija Politika bolezen moja. V bistvu sem si od malega želela igrati, stopiti na odrske deske, ampak to ni bilo mogoče v Vitomarcih, ker ni bilo takrat teh otroških predstav, tako da sem bila njegovega vabila med igralce zelo vesela. V bistvu je bil on strog režiser, precej strog, je zahteval red in disciplino, ampak v resnici je bil pa zelo dobrosrčen človek, no, sem se v bistvu marsikaj od njega naučila.
Ja, Franček Toš je bil strog režiser, zelo dober, odličen igralec, dobro smo se razumeli več let. Nemam kaj več, samo lepo od njega. Jaz se spomnim, ko sem šla prvič pilot, prvo igro. To je Kulak bil 86. leta in takrat sem se mogla učiti, pa strah, pa vse skupaj. In najbolj pa me ena beseda motila, nisem mogla reči greha. Vedno sem nekako drugače pravila in sem se toliko presmejala. In res bilo pa je fajn. Čulih je bil malo strog, pa tako drugače pa je bilo fajn. Pa dosti iger sem zdaj z njim še igrala, ko je režiral. Pa vse skupaj fajn je bilo. Na Frančeka imam lepe spomine. On me je prvič postavil na oder v 7. razredu pri Moj socialistični Kulak. Drugače lahko povem, da je bil zelo strog, da smo se ga malo bali. Za hrbtom smo se malo norca delali, ampak pač zdaj, če on to vedel ali ne, tega zdaj ne vem. Drugače pa sem ga stalno zelo spoštoval in kak režisera, pa tudi kak človeka. Verjetno je bil v tistem cajtu med boljšimi režiserji na tem področju, ker smo imeli kar dobre predstave in tudi dobro obiskane. Tako da mislim, da so lahko njegovi otroci zelo ponosni na njega. Jaz pa sem tudi veseli, da sem lahko ga sreča pa z njim nekako delal v kup. Moje sodelovanje s Frančekom se je začelo leta 1990, takrat sem nastopil v prvi igri. Moram reči, da je bil tak kar strogi režiser. Kako si je on stvari zamislil, tako je preprosto moglo biti. Če je rekel, da mora biti tam stol, je bil tam stol. Če je rekel, da moramo točno po tiste liniji iti, smo točno po tiste liniji šli. Skratka, sodelovala sva 10 let. Potem pa sem jaz nekako z Valerijo sva prevzela to režijo, ona mladinsko pa otroško skupino, jaz pa odraslo skupino. Tako da v bistvu jaz nadaljujem njegovo tradicijo. Jaz sem se v kulturno-umetniško društvo Vitomarci vključila pravzaprav zdaj že daljnega leta 1988. Takrat sem bila stara 15 let in sicer na povabilo zakoncev Toš, to je Tvršice Vide in strica Frančeka, tako kot smo jo takrat klicali. Igrali smo ribiško komedijo Ali ščuko da te kap v režiji Franca Toša in seveda avtorja Toneta Partliča, kateri mislim, da je bil stricu Frančeku vedno tako priljubljen. Potem sem igrala še v 6 predstavah, vse je režiral Franček Toš in imam na njega prav posebne, zelo lepe spomine. Pravzaprav na začetku sem ga spoznala kot enega zelo strogega režiserja, ki da veliko na pravilno izgovorjavo, na lepo slovensko besedo, ki je zahteval točnost, natančnost, preciznost, ki je točno vedel, kaj je hotel na odru od igralcev in kako si je zamislil tudi celo predstavo. In do njega sem že takoj na začetku čutila pravzaprav najprej en strah, potem je ta strah prerastel v strahospoštovanje in potem z leti pravzaprav vse do konca in še vedno v eno veliko in globoko spoštovanje. Stric Franček, kot smo ga mi klicali, pa gospod Franc, je bil za mene en prav poseben režiser in prav poseben človek. Čeprav je včasih izgledal tako strog in resen, sem pravzaprav zelo hitro odkrila, da je bil pravzaprav en topel človek, naklonjen igralcem, ki mu je bila igra pomembna, ampak smo mu bili pomembni tudi ljudje, ki smo za posameznimi liki stali. Zato sem ob njem vse bolj čutila eno varnost, eno toplino, eno človečnost in kot takega ga še vedno nosim v spominu. Od njega sem se pravzaprav naučila vse, kar vem o odru, o igri, o gibih na odru, o mimiki obraza, o izgovorjavi in tudi o ljubiteljskem režiranju. In zato sem mu neskončno hvaležna. In če razmišljam še malo o ljubiteljskem gledališču, ne samo v Vitomarcih nasploh, jaz mislim, da je ljubiteljsko gledališče zelo pomembno, sploh za mlade ljudi, ko je čas oblikovanja samopodobe. In tudi sama sem šla skozi te šole pod režijo Frančeka in seveda ob sodelovanju Tvršice Vide, njegove žene, in seveda ob vseh soigralskih kolegih, ki smo jih tudi danes tukaj predstavili.
Človek pravzaprav se na odru nauči veliko o sebe, o svojih strahovih, o svojih željah, o svojih potrebah, o svojih zmožnostih. In na odru lahko res oblikuješ samega sebe, se lahko marsičesa naučiš, predvsem pa se lahko kot osebnost tudi okrepiš, razvijaš. In to ljubiteljsko gledališče res daje neskončne možnosti. In vse to smo pravzaprav Vitomarčani, tisti, ki smo imeli priložnost se učiti od Frančeka, smo mu lahko zares hvaležni, te izkušnje lahko uporabljamo vse življenje. In seveda tisti, ki še vedno delamo v ljubiteljskem gledališču, se še kar naprej trudimo, da bi to poslanstvo, ki ga je nosil on, prenesli na mlajše rodove. Za vse to, kar je naš režiser Franček naredil pomembnega za našo ljubiteljsko gledališče, za naše društvo in seveda s tem tudi za celoten kraj oziroma občino, smo mu leta 2012 podelili naziv častni član Kulturno-umetniškega društva Vitomarci. To so bili tudi eni lepe trenutke, jaz mislim, da je bil vesel tega naziva. Spoštovani režiser Franček, skozi spomine ostajamo povezani in resnično en globok, velik, spoštljiv hvala za vse. Tako, Milan, pa so šli. Vse je bilo vredi, da smo se malo dobili pa obudili, zdaj že pravzaprav zaprašene spomine, ne? Tako, res je, vsake svoje, ne? In vsi so nekako povezani s Frančekom, je tako? Ja, z našim režiserom Frančekom. Tako. To so bili lepi cajte. Ja, so bili. Ampak vsaj gne so tudi ne slabe. Gne so tudi dobre, ampak spomine pa imamo enkratne. Tako. Na Frančeka pa na našo gledališko skupino. Pa na gledališče v Vitomarci. Tako, zdaj pa pospravimo, pa še mi gremo domov.